Vino je resnica, jaz pa pravim resnosti, pa ne. Spoštovani gospod župan, spoštovani gostje, vinogradniki, njihovi življenjski sopotniki, ter vsi ostali prisotni, prav lep pozdrav. Zgodovina Šentjurskega društva je dokaj dolga. 27 let se že družimo in smo eni starejših društv tukaj na Slovenskem. Tako da, če povzamem nekaj misli ali pa nekaj o ocenjevanju pred 27 leti, ki so prav zanimiva in niso bila v številkah, ampak opisno, pa je pisalo na opisnem listu približno takole. Vino je malce motno. Ali pri drugem vino ima starikov okus. No in pri tretjem pa vino ima okus po sodu. No, za nekatere pa tudi vino je kristalno čisto. No, danes imamo vina kristalno čista. V teh 27 letih je bilo obilo izobraževanja. In prav zaradi tega imamo takšno kvaliteto, kot jo imamo, kajti Šentjur nima absolutnih vinogradniških leg, ampak pogojne lege. In moram se pohvaliti, da spadamo v tisto zlato sredino na štajerskem področju pri kvaliteti vin, kar je izredno pohvaljeno. Naj naštejem samo nekaj izobraževanj v preteklem letu in v letošnjem letu. Eno od bistvenih izobraževanj je bilo uporaba fitofarmacevtskih sredstev, katero so izvedle firme, kot je Jurana, Metrop, Bayer, in so se na ta način naši vinogradniki seznanili z novostmi pri uporabi škropiv in seveda ljudem bolj prijazna škropiva. Druga je bila delovna poizkušnja, kjer so nam povedali pri mladem vinu, kaj je še potrebno postoriti, da bo vino boljše, odnosno so nas pohvalili, da dobro kletarimo. Tretje je bilo v jeseni trgatev. Kdaj je tehnična dozorelost, na kaj moramo paziti in katera sredstva moramo uporabiti za čiščenje mošta in seveda kakšna naj bo njega mladega vina. No, imeli smo tudi tečaj kletarjenja, in sicer je bil v Rogaški Slatini, v Vojniku, potem tečaj senzorike in glavno, kar pa bi lahko rekel, pa je, kar je dalo piko na i, v Šentjurju smo prvič imeli tečaj someljerstva. Tako da so v Šentjurju prvi someljeji, na katere ste Šentjurčani lahko ponosni, to je predvsem druženje jedi in seveda vina in s tem zvezi tudi harmonije, ki pri tem nastajajo. Kot je bilo že prej rečeno, tudi v letošnjem letu smo imeli ocenjevanje 11. aprila. Skupaj z vinogradniškim društvom iz Slivnice, Sveti Urban, če je bilo lansko leto 70 vin, jih je bilo leto 84. Od 84 vin je bilo 8 izločenih. In sicer eden zaradi porjavitve, odnosno zaradi oksidacije, eden zato, ker je vinogradnik hotel izboljšati okus, pa je dal malo Jurke pa Izabele, pa komisiji to tudi ni šlo v račun. No, 6 pa zaradi moderne oblike bekserja. Tisti bekser, ki ga vinogradnik v svoje kleti ponavadi ne zazna, ker pije sam z prijatelji, no, prijatelji mu po vinu ne povedo, da je kaj narobe z njim, prej v ženi. No, od 76 vin, ki so pa šla nekako naprej, pa imamo 4 bronaste, 46 srebrnih in 26 zlatih. Skupna ocena je bila 17,95, kar je za naše področje zelo visoko. Tudi ko sem dejal o izločenih, ni predsednik komisije, gospod Vodovnik, dejal, da smo za približno 2% imamo manj izločenih kot kjerkoli druge. In pa ocena je za 15 stotink višja, kot pa je bila v preteklem letu, tako da smo lahko na naše vino dokaj ponosni. No, nekaj je bilo že rečeno prej o tako imenovanem županovem vinu.
Mi smo dali pobudo vinogradniki na občnem zboru za županovo vino, vendar pa so občinski možje sklenili, da bodo to preimenovali v Ipavčevo vino, kar je še dosti boljše, še dosti bolj kvalitetneje. To se pravi, idejo so oplemenitili, za kar smo jim vinogradniki izredno hvaležni. No, jaz že zdaj čestitam vsem prejemnikom, tako bronastim, srebrnim kot zlatim, za željo, da še drugo leto prinesejo vino na ocenjevanje. Veste, za vinogradnika je ocenjevanje približno tako kot za šolarja, študenta, dijaka. Celo leto se trudiš, najprej v vinogradu, potem pa v kleti in potem seveda dobiš temu primerno oceno. Ena je, kaj je dala narava, druga, kaj je dala skrbnost v vinogradu in tretje, kaj je dalo znanje v kleti. No, tukaj bi se tudi rad zahvalil vsem, ki so nam na kakršnikoli način pripomogli, da je društvo uspešno tako, kot je. Najprej gre zahvala občini za finančna sredstva. Sicer tukaj moram malce kritizirati občine, če dalje bolj škrta, zdaj ne vem, ali zaradi Evrope, ali zaradi vinogradnikov, ali zaradi pomanjkanja sredstev, ampak nekaj je. Nekaj denarja je, ampak upam, da bo v letošnjem letu boljše. Drugo je šolskemu centru Šentjur. Šolski center Šentjur nam nudi prostore, sodeluje z profesorskim kadrom, z dijaki in na razpolago nam da celo svoj vinograd, tako da v njemu prirejamo rezitev in podobno. No, potem so še tukaj gasilci, ki nam dajo gasilski dom in pa seveda gostišče Bohorč. Pa ne zato, da hodimo tja jesti in piti, ampak oni nam dajo pri ocenjevanju prte, pa majolke, pa ne vem kaj še vse in nas nekako servisirajo, da imamo malce manj skrbi. Dobrih rezultatov pa ne bi bilo brez dobrih sodelavcev v vinogradniškem društvu, tu mislimo upravni odbor, posebej pa na tajnika društva Francija Pevca in pa blagajnika društva Irene Kotnikove, kateri vedno priskočijo na pomoč. Tukaj vam bi še prebral eno drobno pesemco, ki je spisal naš rojak in je primerna. Primerna pa zlasti zaradi tega, kajti, kot sem prej dejal, mi nimamo nekih absolutnih vinogradniških leg, ampak smo nekako urejevalci okolja, s tem, ko se trudimo po teh bregovih. Pesmica pa pravi takole. Vinček, ti si sonce, svetlava, zemljenih globin dobrota, bregov, vetrov, milina. Trpeča roka, znoj, skrbi, strah, kot za otroka. Spoštovani, uvodoma sem dejal, da je v vinu resnica, pa vendar, ljudje Božji, tega ne jemljite preveč res. Hvala lepa.